Dober dan še enkrat. V zadnjem modulu Project Office, torej zadnji modul dinamičnega modela vodenja, se imenuje projektna pisarna. Projektna pisarna pravzaprav zaokroža celotni dinamični model vodenja in je pravzaprav oblika organizacije podjetja. Ne samo podjetja, ampak tudi našega načina življenja. Namreč projektni način dela je najbolj naraven način dela. Če pogledamo, kako je pravzaprav specificiran projektni način dela, se pravi, moramo se pripraviti, izvesti in zaključiti. Enako je v naravi. Dan se začne, izvede in zaključi in potem sledi noč kot pavza. Enako je v projektnem vodenju. Med vsakim projektom mora biti počitek oziroma odmor. Ali pa če pogledamo leto. Pomlad se prebuja, poletje polno zaživi, jesen se počasi zaključuje in potem pozimi miruje. Torej gre za nek naraven cikel in po tem naravnem ciklu je tudi narejeno projektno vodenje in takšen način dela sem pravzaprav prenesel v dinamični model vodenja. In tista srž, kako bi pravzaprav dejal, da celotno zgodbo dinamičnega modela vodenja korigira, koordinira, optimira in pravzaprav povezuje, je torej projektna pisarna. Projektna pisarna je pa enako kot srce v našem telesu, ki daje ritem našega življenja, kot prvotni signal v vesolju ali pa v naravi, po katerem se sploh Zemlja vrti, se vse v vesolju dogaja. In to je v osnovi funkcija projektne pisarne. Se pravi, da vse informacije združi na eno mesto, ima ves čas pregled na optimizacijo, organizacijo, da se stvari ne podvajajo in hkrati ves čas kontrolira, ali se stvari odvijajo v predpisanih nekih rokih. Torej, projektna pisarna ali Project Office je v osnovi organizacija podjetja. Vsaka informacija, karkoli v podjetju, tudi sprejemanje pošte ali pa podpisovanje pošte, bi moglo iti po tem konceptu, da je vsakratni dogodek v osnovi projekt. Kajti več manjših projektov se lahko sešteva v en velik projekt. Vkolikor ni ene operacije v obliki projektnega načina dela, potem ne more celo podjetje po istem konceptu delovati. Potem je to pravzaprav na nek način ta proces tujek v tem podjetju. In enako bi naj bil tudi dan vsakega posameznika. Se pravi, na dan se pripravi, ga izvede in zaključi in potem čez noč počiva. In to je pravzaprav osnova projektnega vodenja oziroma projektne pisarne. Seveda prvi pogoj pa je, da najprej organiziramo sebe, potem organiziramo procese na osnovi svojih pričakovanj in svojih možnosti. V tretjem nivoju vse to skomuniciramo, kar pomeni organiziramo ali spravimo v življenje in na koncu zapakiramo celo podjetje ali pa svoje življenje v eno projektno pisarno. Velikokrat seveda boste rekli, ja, če bomo delali pa projektno, potem pa izklopimo čustva, nostalgijo. V resnici pravzaprav s projektnim načinom dela šele sebe osvobodimo. Takrat spodbudimo svoje prave občutke. Ker namreč v tem kaosu, ki ga pravzaprav živimo danes, mi živimo na nekih umetnih čustvih, čustva, ki smo jih dobili nekje od zunaj. To niso naša čustva. In mi se na podlagi tega odzivamo. In vsa ta patnja, nostalgija, o čemerkoli govorimo v tem, kao dajmo živeti, udri brigo na veselje, vse to nismo mi. To ni počitek, to ni odklop, to ni zabava. To je samo pravzaprav hrana za neka čustva, ki niso naša. Naša prava čustva se skrivajo globoko pod tem. Namreč s tem, ko mi vzpostavimo jasni, organiziran red v svojem življenju, v življenju pravzaprav poslovnem življenju podjetja, katerega vodimo ali pa v njem delamo, potem mi vse te procese, ki so nas do zdaj na nek način umazale,
očistimo. In šele tukaj damo možnost, da sploh naša prava narava in potencial zaživi. In to je pravzaprav ključno. To bo mogoče danes najkrajše predavanje, zaradi tega, ker smo v preteklih skoraj 75 urah pravzaprav vse povedali. Šli ste skozi ogromno individualnih vaj, skupinskih vaj, slišali, ampak poanta pa je, da vsemu temu dodate krog. O projektnem vodenju pravzaprav nisem pisal v tej knjigi ali pa v večjih knjigah. Kaj to je? Napisal sem osnove na 2 straneh. Tako kot bom danes vse to skupaj v 10 minut strnil. Ker o projektnem vodenju je napisanega ogromno. In projekti so pravzaprav zapakirane neka pravzaprav čustva, negativna čustva ali kakršnokoli čustva, ki ne spadajo k nam, in jih usmerimo v neko koristno energijo, ki lahko koristijo širši množici. In to je nekaj izven nas. Enako kot v borilnih športih, judo na primer. Judo nasprotnik vedno koristi energijo nasprotnika. In isto se pravzaprav moramo v življenju učiti. Zakaj bi vse morali delati, vse sami poskusiti, zakaj bi mogli iti skozi vse težave, barikade, vse sami premagati, če pa lahko pravzaprav neke stvari samo oddaleč pogledamo, kako so to drugi storili. Ker mi mislimo, da s tem, ko gremo skozi te na nek način napore, da nam more biti težko v življenju, da se moramo jokati, da nas more boleti, da s tem pravzaprav, da nam je to sojeno, da s tem postajamo močnejši. Ja, res postajamo močnejši. Ampak izgubljamo pa čas v tem življenju, ki pa je omejen. In ni nujno, da ta težka pot v bistvu nam pisana in usojena in da moramo iti po njej. Vkolikor gremo po pravilih in zakonih narave, nam ni treba biti nič težko. Res pa je, da moramo biti dovolj močni. In to naredimo s tem, da ves čas delamo na sebi. Torej, projektna pisarna je tista, ki ima vse informacije na enem mestu, točno se za vsako nalogo ve, kdo dela, kdo je za njo odgovoren, kdo jo nadzoruje, kdaj se začne, kdaj konča, kakšni viri so potrebni in predvsem kakšen je strošek. In koordinacija vsega tega se potem imenuje projektna pisarna. Torej vseh teh nalog in projektov. Vkolikor ni popolnega nadzora, ponovno vklapljamo človeške čustva, odpiramo neke stare demone. Na ta način to organizacijo in seveda predvsem pa tudi z informacijsko podporo pa to maksimalno izkoristimo. In seveda šele takrat spravimo podjetje v neko organizirano strukturo. Seveda boste rekli, ja, potem pa več ne rabimo dinamičnega modela vodenja. Ne. Dinamični model vodenja se uporablja za organizacijo, reorganizacijo, za krizno vodenje in za vodenje, da ne pridemo več v krizo ali kakšnekoli druge težave. Torej, s pomočjo njega lahko pridemo iz krize in nikoli več ne pridemo v krizo. Od tukaj naprej, ko imamo neko organizirano strukturo, se podoben način dela, kot smo ga spoznali v Serious Business Transformation na 2. modulu, način komuniciranja, Dynamic Communication Model, je pravzaprav zelo podoben ali pa skoraj enak. S tem, da se manj pogovarjamo o težavah, več se pogovarjamo o razvoju in napredku. In čisti enaki način dela nadaljujemo v tej obliki. In še naprej podjetje vodimo, našo projektno pisarno po principu dinamičnega modela vodenja. In kar je pa seveda najbolj pomembno, ne smemo pozabiti na sebe. Ves čas moramo tudi delati na sebi. Predstavljajte si, da padete v Sočo
V Soči ne morete mirovati, ker je voda premrzla in morate plavati s tokom. Če padete v mlako, ki je topla, tam ne rabite biti zelo aktivni, da vas ne bi zeblo. Ampak ali biti v mlaki na miru, ali pa biti vedno svež, pomeni ves čas nekaj delati. Pomeni, ves čas morate razvijati sebe. In to je tudi poanta dinamičnega modela vodenja. Na prvem mestu so ljudje, šele potem procesi in vse ostalo. Hvala, da ste bili z mano na vseh teh urah in kilometrih. S tem zaključujem in zaključuje prva generacija. Vsem čestitam in se vidimo, ko nam bo spet to dano. Hvala in lep dan.